Pozdravljeni v imenu Kluba Krokar. Fajn je, da smo se združili moči pa pripravili na tako predavine. Upajmo, da bomo čim več odnesli od tega in prinesli tudi na cesto. Ker veste, ta vidik pomeni tudi to, da se enega lepega dne peleš po cesti iz Nakla, tam nekje mimo Nakla se peleš iz Radovljice skupaj s svojim sodelavcem, pred tabo se vse razleti, zaiskri, vse se razmeče nekje pred tabo. A se kam lahko skrijem? Ne, seveda greš pomagat, ker se že pomagat da. In zležeš v tisti kombi noter z maličem pred tabo. Pa dobiš v roke glavco 8 let starega fantka. Solza mu dol teče, kriči na pomoč, kriči, naj mu en pomagali, mamico kliče. Pol pa malo niže dol pogledaš, no pa cel telo preboden skakalno smuča. Kako bi se vi počutili, če enkrat tak fantek zapre oči na vaših rokah? A bi bili še isti? A bi bili še isti, ko je treba ob 3 zjutraj, potem, ko se na Delavskem mostu en pijan voznik totalno nalit, zapelje na drugo stran ceste, ono gospo, ki pelje taščo slučajno domov in jo ubije, to mamo ubije. Pol je pa treba iti po tej nesreči pred tista rdeča vrata, ki so, pozvoniti in nekaj treba reči gospodu, ki na drug stran odpre vrata. Treba mu je povedati, da žene ni več, da nikoli več ne bo. Če vi mislite, da smo samo mi tisti, ali pa reševalci, zdravniki, ki obveščamo o slabih novicah, o smrti in tako naprej, si predstavljate zdaj tega gospoda, ki bomo mogli zjutraj svojim 2 otrokom povedati, da mame ni več. Isto bomo nalogo kot mi. Zaradi tega pijanega voznika, ki se je preveč na cest dovolil. Ker na cesti je nastavljeno tako, da velikokrat mislimo, da nam se res nič ne more narediti. Mi smo, kad se zapeljamo na motor, super junaki in tako pol včasih razlagajo nas, kako smo super junaki. V tem primeru mami razlaga o svojem sinu, Davidu, ki imel tako kot vi, recimo, jaz ne maram motorjev, vi jih imate radi. David je imel samo to stvar, da imel rad motorje. Zapeljal se je na moto prireditev, ker se je malo dirkal, malo je bilo adrenalina, si približno veste, kako je, ko imate radi adrenalin. In ta adrenalin potem zapelje naprej na cesto. David dobro ve, koliko hiter gre, veter popika, čelado da dol. Števc ima skozi pred sabo, on skozi ve, koliko gre. Se nič ne laže. Skozi ima tale smenik vključen, skozi prehitiva druge avte. On točen ne, koliko hiter gre, ampak on bo šel lepo še v kino, zvečer s punco, pol bo ta šla po večeri še kakšna sprehod, do tega trenutka. Tle pa Davida ni več. Kdo je videl avto z nasprotne smeri? Kdo ga je videl? Pa tudi tisti, ki ste ga videli. Kaj ste lahko še naredili? Čist nič. Nič. Vi sami ste tisti, ki se ne lahko odločite, koliko hiter boste pelali, ali boste polagali ovinke, ali ne boste, ali boste izsiljevali prednost, ali ne boste. To se vedno vi odločite. Koliko hiter bo šlo, samo vi veste. Nas včasih nekaj drugega, kada vas pokrijemo z belo rjuho. Stari smo pa dost, da točno vemo, kaj pomeni bela rjuha na cesti. Pomeni smrt in vas ni več. Da hujše kazni, kada ste enega ubili, pa imeli to cel življenje na sebi, hujše ni.